Pozdravljeni. Priznam vam, da imam vsega tega, kar sem videl v preteklih dneh, v času dovolj. Zakaj gre, pa kot običajno v naslednjih minutah. A verjetno na veliko razočaranje marsikaterega navdušenca Formule 1 nimam dovolj ustvarjanja prispevkov na YouTubu, ampak dovolj imam izražanja raznih nebuloz s strani marsikaterega navdušenca, ki si misli, da nekaj ve o Formuli 1 in hoče biti glavni, najpametnejši, a mu to, kot ste razumeli, ne uspeva. Zakaj v resnici gre? Po veliki nagradi Avstralije so se v medijih pojavila mnenja nekaterih, ki so izjemno kritični do sedanje nove Formule 1. Kako to ni več tisto pravo, kako je bilo vse fantastično v preteklosti in, bodimo iskreni, s tem zelenim prehodom so ustrelili res mimo. Težava je v tem, da 23. decembra 2023, takoj ko smo dobili prvi osnutek pravilnika, sem pravzaprav povedal isto. In ko človeka opomniš na to, da je praktično 2 leti bil tiho, je odgovor, da on tega ni razumel, ni videl, sedaj je spoznal, zakaj gre. In sam se začnem spraševati, zakaj pa potem sam se trudim vsak dan, da predstavim morda moj pogled, ki je marsikdaj napačen, ampak kdaj pa kdaj tudi pravi. In tu je treba povedati, da če smo bili 2 leti tiho in uživali v seriji Drive to Survive ter vzklikali ob novem filmu o Formuli 1 in množični predstavitvi bolidov v sezoni 2025, si takšno Formulo 1 tudi zaslužimo. Ampak zaslužijo si jo tudi vsi tisti kritiki, ki bi radi moško dirkanje, zadeve, kot so bile v preteklosti, brez elektronike, brez elektrike, takrat, ko so bili Senna in Prost, tisto so bili pravi čas. Večjih neumnosti skupaj v svojem življenju še nisem videl. Sram me jih je bilo brati na raznih forumih, v raznih jezikih, na žalost tudi v slovenščini. Namreč hibridno-električni pogon je v Formuli 1 prisoten od sezone 2009. Takrat se je sistem imenoval HERS, ampak v osnovi gre približno za eno in isto zadevo. Torej od sezone 2009 do 2026 naši mogočni strokovnjaki niso opazili, da je nekaj narobe. A težava je seveda v tem, da razmerje med termično in električno hibridno silo ni pravo. Električno hibridni del v bistvu pomaga, ampak nekaterim to govoriti je kot govoriti nekemu železobetonskemu zidu. Nikoli ne bodo razumeli, kajti oni mislijo, da včasih v Formuli 1 ni bilo elektronike, ki bi pomagala pri vožnji. In seveda oni Formulo 1 gledajo že desetletja. Pa poglejmo približno 3 desetletja nazaj, kaj smo imeli v Formuli 1. To je Williams F2V15C, s katerim je Alain Prost osvojil svoj zadnji 4. naslov svetovnega prvaka. Z ABS-om, z launch kontrolom, z
menjalnikom, ki je pretikal avtomatsko po več prestav hkrati z aktivnim vzmetenjem, že bi lahko naštevali. Zadeve moramo gledati iz perspektive, ki ni današnja, ampak ona izpred dobrih 3 desetletij. In verjetno bi ugotovili, da takrat so bolidi imeli več elektronike, bili bolj odvisni od mehanskega dela kot od človeškega, čeprav ga je vozil Alain Prost. In ja, Prost je bil zmeraj mevža, boljši je bil od njega Ayrton Senna. Ja, res, bravo. Ayrton Senna je vse 3 svoje naslove osvojil v bolidu, je bil superioren vsem ostalim. Verjetno nekateri, ki ste pred desetletji spremljali dirke, ste pozabili, kajti z leti spomin peša se strinja. In enako bi lahko govorili pri primeru Nigela Mansella, Michaela Schumacherja, Nelsona Piqueja in še tako naprej. Ampak tisti, ki bi radi čisto moško dirkanje, pozabijo, da je Formula 1 vrhunska kategorija motošporta zaradi tehnologije, ki je vgrajena v bolide. Ne gre za to, da spremljamo nekaj, kjer se bodo platišče ob platišču borili ne vem koliko krogov zapovrstjo. Tudi René Arnoux in Gilles Villeneuve v Dijonu leta 1979 sta imela za tisti čas najbolj napredna, tehnološko gledano, bolida. Ampak ne, tisto je bilo ono pravo, verjetno, ker so bili možgani onega, ki je to nekako izjavil, terirani na to, da je tisto maksimum, kar lahko razumejo v tehnologiji. In ja, razočaran sem pri obilici neumnosti, ki jo vidim okrog sebe. Namreč, če ne bi bilo napredka v Formuli 1, bi bili bolidi enaki oni, ki smo jih videli leta 50, oziroma Alfa 158 izhaja iz leta 1937. In verjetno mnogi se ne bi strinjali, ker isto je pa staro, a ne? Bravo! In tu je treba razumeti, da pravzaprav 2 leti in nekaj mesecev so bili vsi močni strokovnjaki lepo tiho, se hihitali in spremljali sedanje stanje, da bi se kdo malce ustavil in razmislil, kaj prihaja v prihodnosti, pa ne. Verjamem, da moj kanal nima gledanosti, nima naročnikov in da je moje mnenje nepomembno. Nekaterim sem tečen, ker rabim preveč klinično suhoparne izraze, kajti mi, ki smo na progi, govorimo v žargonu. Ja, vprašanje je, na kateri strani mreže se nahaja tisti, ki tako govori. Oni, ki gleda na cesto in je tam obešen ter nekako spremlja dogajanje na progi, ali oni, ki so tam zares blizu. A pustimo sedaj to. Vidimo, da pri nas je težava, kot sem že mnogokrat povedal, v kulturi motošporta ali pa tudi v kulturi na splošno. Kajti izgleda, da tisti, ki ve najmanj, je najglasnejši in njegov glas se najbolj upošteva. Verjetno marsikdo je tudi užival pri novem prenosu v slovenskem jeziku, ampak kakšnih hvalnic ali pa tudi kritik nisem slišal. Sam po ogledu prvih 10 minut sem lepo šel na plačljivo verzijo na internetu, ki mi da tisto, kar meni nekaj pomeni. Prenos, kjer spremljamo tarače, kjer nam ni razloženo, zakaj gre, vodi v to, da nekateri gledajo desetletje, 2 desetletji, 30 let in na koncu še zmeraj ne razumejo Formule 1. In
ne menim, da so ti posamezniki tako kratke pameti, da ne bi bili sposobni razumeti. Težava je v tem, da jim nihče zadev ne razloži, ne pokaže tako, da bi lahko razumeli. In potem smo v situaciji, kot smo. Verjamem, da ste tudi vi zasledili, kako po tem debaklu v Avstraliji bodo pri FII kar hitro posegli v pravilnik in spremenili zadeve na bolje. Ampak se je kdo izmed vas sploh vprašal, kaj bojo naredili, kaj je sploh v njihovi moči sedaj, da se na hitro spremeni. In verjamem, da sedaj je v mnogih mislih posameznikov zavladala dokaj dolga tišina. Namreč imamo samo dve možnosti. In prva možnost je ta, da se poveča tista količina energije, ki jo lahko z tako imenovanim clippingom pridobijo. Tako bi bil tisti padec hitrosti na ravnini v sekundah krajši, nadoknadili bi pa energijo, ki manjka. S tem, da je treba povedati, če se dvigne ta količina energije na sekundo, ki se jo lahko uskladišči, se bo tudi spustila končna hitrost. Logično. Po drugi strani lahko omejijo porabo električne energije na krog in tako, če jo porabijo manj, jo bo treba tudi požeti manj, ampak bližali se bomo onemu fenomenalnemu F2 engine, ki je parafraziranje onega, kar je nekoč povedal Fernando Alonso. Ampak dejte nam nazaj V10, V8, V12 in tu se bom ustavil pri eni izmed največjih nebuloz, ki sem jo kdorkoli slišal v medijih, ki se ukvarjajo s Formulo 1. Izraz kultni V10 je lahko izrodek samo možganov nekoga, ki Formule 1 ne pozna, tudi če jo gleda. Kult pomeni vera in mislim, da smo si tu vsi enaki. In kaj je kultnega v V10 arhitekturi? Imamo kultne motorje v zgodovini Formule 1. Ford Cosworth DFV ima zagotovo takšen status. Žal V8. Najmočnejši motor, ki smo ga kadarkoli imeli v Formuli 1. BMW M12/13. Linijski 4-cilindri. Pri Ferrariju smo imeli 12-valjnike, ali ploščate, ali V. Ampak, da bi imeli kult motorja V10, je to neka izmišljotina. Res v drugi polovici 90-ih let prejšnjega stoletja so se vsi konstruktorji obrnili v smer, da so njihovi motorji imeli arhitekturo V10. Ker je bilo razmerje med številom obratov in dolžino bloka ono pravo, ampak ni šlo za nobeno vero, šlo je za razvoj, za tehnologijo, za tisto, kar mnogi tej glasni kritiki dobesedno zavračajo. In tu je treba sedaj razumeti, zakaj imam dovolj teh neumnosti, kajti mnogi so ponovno izgubili lepo priložnost, da bi bili tiho. A res je, nov pravilnik Formule 1 je daleč od idealnega. Dirke so verjetno tudi malce tragikomične, strinjam se. Zadeve se bodo, po mojem, popravile v roku 3-4 velikih nagrad, ko bodo ekipe ugotovile, kako se bodo lahko izognile tistemu, kar smo videli v Avstraliji. Ampak pametovati o tem strani tistih, ki Formulo 1 gledajo, ampak ne razumejo že desetletja, je pa v resnici više. In seveda, če se bo kdo zaradi tega izpisal iz mojega kanala, kar naj. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.